BX je bil strašno simpatičen avto. In moram reči, da ta C5X, ki smo ga danes preizkusili, me je zelo spomnil na ta BX. In sicer privlačilo je to, da je ob tem, da si se peljal zelo limuzinsko, nikoli nisem imel občutka, da zaradi tega udobja, da trpi varnost, recimo pri hitro voženih ovinkih pa to, no, in na to sem se danes spet spomnil. Danes pravzaprav tako v avtomobilski industriji, kot drugje, kupuješ neko tudi zgodbo, a ne? In Citroen to zgodbo ima. Citroen se ne vrača k koreninam, ampak korenine pač vleče naprej, a ne? In kakšne so Citroenove korenine? Prav je, da današnjo zgodbo začnemo z nostalgijo. V vojski sem imel enega prijatelja, 3 mesece sva bila skupaj. Je bil pa grozen navdušenec za Citroen in samo sanjal je, kako bo on, ko bo prišel z domov, da si bo kupil XM-a. Takrat sem jaz vse zvedel o XM-u, kaj ima, vse 3 mesece predavanj sem imel o Citroenu XM in takrat so me začeli Citroeni zanimati. CX, sosed je moj enega, prej sem se noter sedel, je bila prav taka nostalgija, kot mulc, ko smo se vozili noter v temule avtomobilu. Tudi guna hidravlika, ki se spusti, pa ki se dvigne. To smo samo čakali, kdaj se bo avto dvignil. Volan je čist narahljen, prestavlja se čist narahljen, pedali so čist narahljen, bremze se sam dotakneš, že dela. Kako pa to deluje? To je v bistvu čisto enostavno, tako vodovod v hiši. Je hidravlična pumpa, ki ustvarja pritisk olja. In to olje pod pritiskom je speljano do koles, do vzmetenja, pa do volanskega mehanizma. In zdaj, ti, ko pritisneš na zavoru, v bistvu ne zaviraš z silo svoje noge, ampak samo odpreš ventilček in spustiš olje, ki je že pod pritiskom v zavore. Ko volan vrtiš, ne vrtiš volana z močjo svojih rok, ampak samo s tem, ko volan zasučeš, odpreš ventilček, ki spusti olje pod pritiskom in on vrti volan. Vzmetenje je pa tako narejeno, da nima nič vzmeti, pa nič amortizerjev. Ampak je samo ena krogla, železna, ki je na polovico predeljena z gumijasto membrano. Na zgornji polovici je plin pod pritiskom, dušik konkretno, pod pritiskom približno 50 barov, spodaj pa priteče olje. In kot vemo, plin je stisljiv, olje pa ni stisljivo. In ko avto takle naredi, v bistvu ona membrana tak naredi, ko se plin stisne. In to je samo umetnost. Toda hidravlika pri nepoznavalcih predstavlja bav. Ko so nad 35 let, vsi vemo, guma preperi, ne? In vsi ti hidravlični cilindri imajo, vsak ima svojo manšeto gumijasto, ki prestrega tisto olje, kar vmes ga malo ven spusti, ne? In te gumice preperijo s časom in začne olje ven kapljati. To je treba zamenjati. Vsaki 10-15 let je treba mogoče te hidravlične kogle zamenjati ali pa jih dati na nov napolniti, druga pa že kaj ne. Tudi cenovno ni drago, ne. Ta buča, mi pravimo buča, no, tale na primer nekje 50 €, ne. Ena Xantija, ta jih ima kar veliko, jih ima 10, ker je aktivno vzmetenje, še ima 2 zraven, ne. Tako da v bistvu zdaj, če vseh 10 kupiš, ne, je 500 € stroška, ne, ampak potem recimo imaš 20 let tukaj mir, ne. Če pa na normalnem avtomobilu kupiš 4 nove amortizerje, je pa tudi nekje tak strošek, ne. Xantija je pa res, vozne lastnosti so bile zelo impresivne, no. Kako to v ovinku, s kakšno brzino, kakšno varnost nekako občutiš, ne, in obvladovanje tega gibanja je bilo res noro. Citroen je Xantijo aktivo nadgradil na tak način, da je otrdil tisto stran, kakor je zaznal, da se bo ovink zgodil glede na kot volana. S tem, da je zadeva potekala analogno, ne pa digitalno. Odlično, super, lepo. Kar naslednji. Xantija, prejle smo se peljal sem se za njo, ne. Mi smo se mogli kar fejst potruditi v telem C5X-u, da smo jo dohajali. V njej se pa ni videl tam po teh med temi stožci, kada se pelje, mislim,
tako po parku, no, nič ni bilo, mi smo se pa kar mogli fejst potruditi, da smo jih sledili. No. Xantia Activa je torej tisti ultimativni Citroen. Tudi danes, po dobrih 2 desetletjih, v slalomu prekaša tudi večino športnih avtomobilov, tudi modernih športnih avtomobilov. In to ne govori samo filmček na spletu, to je bilo povsem očitno tudi na našem srečanju na poligonu Ljubečna. Ampak lahko ostanemo pri romantiziranju tistega, česar ni več, lahko pa se pustimo prepričati novim prednostim modernega avta. Kljub temu, da ni zdaj več prava hidravlika kot v starem sistemu, ne, je kar zelo dober, bom rekel, no. Sploh na avtocesti se mi zdi lepo plava, bi rekel, za te dnevne komute bi bil že kar ta pravno. Mislim, že ta prva stvar, ko smo se na avto sedeli, je kot da bi se usedel doma na počivalnik. Ekstra komfort, tudi ko greš čez ležečega policaja ali pa čez kakšen jark, ko vemo, da slovenske ceste so polne tega, ne, ga ne občutiš. Samo malo tako naredi. Kot da ni nič, ne. Ponad na mostih ponosno ima te železne dilatacije ali pa tudi kakšne neravnine v cesti. Se počasi avto uravna, da ne rukne takoj nazaj iz dilatacije. Ne. Ampak saj to, da je Citroen francosko mehak, to vemo. Tisto, kar danes šteje, so besede izrečene brez zavedanja, da je mala kamera v avtu prižgana. Obrazljiv je tale, zelo dobro, res. Tole sem malo presenečen. Ja. Lego. Ja. Tako je malo, da upaš, no? Veš? Na tej testnem poligonu je en tak ovink, ki se nekoliko zapira, pasji ovink smo včasih temu rekli. Ni bilo tega občutka, da leto ven iz ceste. Pa ko smo šli malo hitreje, ne, pa ko si najprej pritisnil na bremzo progresivno zaviranje, ne, si imel avto pod kontrolo. Nobenega, ne vem, divjega proženja ESP-ja, nobenega divjega proženja ABS-a, vse je šlo lepo zvezno, tako da v bistvu te sam manever ni še dodatno prestrašil zaradi dodatnih zvokov, ki si jih pri tem slišal. Res je izjemno udoben in tih avto. Nobenega dvoma ni, da bodo stari Citroeni vsakič privabili več nasmehov na obraz. Čustva imajo pač izredno moč. Jaz se ne rad stapljam z množico zmer malo drugače. Če bo šla množica v eno smer, bo še v drugo. Ampak sej, zakaj bi morali izbirati med tem, kar nam godi, in pa med fiziko? 103 leta stara francoska znamka je namreč res že mnogokrat šla po svoje in s tem dosegla nepričakovano. Naredili so nekaj, kar so pozabili delati. Tako da dobro, da so se spet spomnili. Določeni športnost dosežejo s tem, da so skozi trdi. Ne. Ta pa pač združuje to, da lahko imaš, mislim, da je v večini časa mehek, ne, pa je trd sam na zahtevo, oziroma sam kadar avto potrebuje, tako bom rekel. Ne. Nisem več tisti, kaj se je poba, ne? Včasih moram pomerkati tudi na udobje zaradi hrbta in teh zadev, ampak pri tem je pa kljub temu še zmeraj pač v meni nekje tisti pobič živi, ki si želi nekoliko pospešene vožnje. Pri tem je pa potem pomemben ta kombinacija udobja pa pač zmožnosti za hitrost. Kombinacija udobja in visokih hitrosti pa je osrednja tema tudi naše reportaže z obiska Pariškega konzervatorija, kjer Citroen hrani najbolj imenitne primerke svoje zgodovine. Ja, sedli smo tudi v de Gaullovega, v predsedniškega. Kliknite in poglejte.